Dober dan, to je N1 studio. Kako se bomo upokojevali po novem? Kdaj in ali bodo pokojnine res višje? Ministrstvo za delo je pripravilo izhodišča za pokojninsko reformo, ki smo jo obljubili Bruslju do 1. januarja 2025. Sicer lahko ostanemo brez več 100 evropskih milijonov. Kakšna so ta izhodišča, pri čem bo vlada ustrajala in kako bo reformo uskladila s socialnimi partnerji, če pa dialog v okviru ekonomsko-socialnega sveta sploh ne poteka? Z mano v studiu so predstavniki vseh treh strani iz vlade, državni sekretar na Ministrstvu za delo Igor Feketija, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič, Mitja Gorenšček iz Gospodarske zbornice Slovenije, glavni izvršni direktor za socialni dialog. Lep pozdrav vsem trem. Začnejo pa midva, gospod državni sekretar, vi ste pravzaprav pripravljali ta izhodišča za pokojninsko reformo. Jih lahko prosim za začetek predstavite vse tiste ključne predloge, pa jih bomo potem še posebej razdelali. Seveda, torej, če naštejem samo nekatere, dvig upokojitvene starosti, dvig odmernega odstotka, dvig najnižje pokojninske osnove, izenačitev prispevkov zaposlenih in delodajalcev, sprememba formule za uskladitev pokojnin. Torej, katere so tiste, ki so po vašem mnenju ključne? Ključne so vse, dodal bi še referenčno obdobje, ki je zdaj 24 let, pa predlagamo daljšanje. Vsi ti parametri, ki ste jih našteli, vplivajo na celoten paket tega dela blaginje upokojencev, torej njihovih prejemkov iz naslova pokojnin. In dokler niso dogovorjeni vsi skupaj, ne vemo, kako vse skupaj funkcionira. Torej, samo kot celoto jih je treba gledati in ker gre za izhodišča, je vsak od teh parametrov ponujen v nekem razponu. Vi ste omenili višanje upokojitvene starosti za tiste, ki ne dosegajo 40 let pokojninske dobe. Obstaja tudi B predlog, torej drugi del intervala, ki pravi, da ostanemo tu, ker smo, ampak brez dviga odmernega odstotka. Torej, pri vsakem tem parametru je ponujen nek razpon, znotraj katerega se pogajamo. Edina stvar, ki nismo dali na mizo, je pokojninska doba, ki ostaja 40 let. Torej, kdor oddela 40 let, tudi če je to pred 65 letom, gre v pokoj takrat, lahko ima pravico do pokojnine takrat, ko dela 40 let. To je mogoče z tega vidika najpomembnejši poudarek. Glede vseh ostalih parametrov se pa pogovarjamo in pogajamo naprej. Ampak drži pa še to v izhodiščih, ne? Dvig upokojitvene starosti iz 60 na 62 pri 40 letih delovne dobe ter iz 65 na 67 let za tiste brez 40 let delovne dobe. To je varianta A in varianta B, da ostanemo tu, kjer smo. In znotraj tega se bomo potem pogajali in iskali tisto, kar je najbolj sprejemljivo z vidika na eni strani blaginje in na drugi strani vzdržnosti, ker smo tu med dve zahtevi imamo. Ne? Torej, tako kot ostali, tudi pri tem ukrepu je določen interval, znotraj katerega se pogovarjamo. Gospa Jerkič, tudi vi ves čas poudarjate, da gre za izhodišča, da boste v bistvu o tem šele začeli zares pogovarjati, torej predstavniki vseh treh strani. Vam je vlada zdaj ta izhodišča že dejansko predstavila, konkretneje, kako jih ocenjujete? Zdaj, izhodišča so bila v okviru pogajalske skupine ekonomsko-socialnega sveta predstavljena že pred počitnicami. Socialni partnerji smo imeli nekaj časa za razmislek. Tudi prvi odzivi strani sindikatov so bili na ministrstvo naslovljeni in ta prvi odziv je bil, da v začetku, preden se začnemo pogovarjati o raznih možnostih podaljševanja delovne dobe ali starosti, da potrebujemo nekaj izračunov. Skratka, neko prognozo, kaj se bo dogajalo v naslednjih 10 letih s temi, ki so še na grdo rečeno trgu dela, tisti, ki so še aktivni in plačujejo prispevke, da vidimo, kako bi posamezen model na posameznike lahko vplival in na drugi strani želimo izračun, kaj bi pomenilo podaljševanje referenčne dobe iz 24 na 40 let. Sindikati smo bili tukaj vedno previdni, zato ker se je običajno izkazalo, da so podaljševanja povprečij pomenila nižje pokojnine. Je pa tudi res, da obstaja drug argument, da ravno zaradi tega, ker celotna obdobja niso bila upoštevana v končni odmeri pokojnine, obstajajo zelo pragmatična obnašanja in se dejansko nekoliko višji prispevki plačujejo samo določeno dobo in se potem na koncu praktično
zgodi krivica, ne, iz solidarnih sredstev potem pokrivamo pokojnine tistim, ki niso celo obdobje plačevali polnih prispevkov. Ampak skratka, želimo pa zato, da bo odločitev lažja, imeti izračune, kaj bi to dejansko pomenilo. In teh izračunov še niste dobili, Ne. čeprav razumem. Kaj pa vi, gospod Gorenšček, kako vi ocenjujete ta izhodišča? So bila tudi vam predstavljena že, bom rekel, posebej? Ali tudi vi pričakujete še kakšne izračune? Glejte, tudi nam so bila izhodišča predstavljena, več verzij, tudi zadnja verzija nam je znano zadnje razmišljanje. Mi smo sicer, ko smo pripravljali naša izhodišča, ki jih še nismo razkrivali, temeljili na izhodiščih oziroma na beli knjigi, ki je bila sprejeta na ekonomsko-socialnem svetu leta 2017, s katerimi so se praktično vse tri strani takrat strinjale in mi še vedno mislimo, da od tam izvira neka naša zaveza. Nekateri predlogi z novejše verzije pokojninske reforme se strinjamo. Strinjamo se s tem, da je smiselno oziroma potrebno podaljšati to mejo za starostno upokojevanje. Z nekaterimi se ne strinjamo in sicer s tem, da je treba izenačiti prispevne stopnje enih in drugih, kajti za državo je pomemben seštevek obeh prispevnih stopenj, za nas pa tudi, in sicer to, da se seštevek teh dveh prispevnih stopenj ne povečuje. Tukaj pogrešamo oziroma je treba dati večji poudarek na osveščanje ljudi, da je treba do časa stopiti v delovno razmerje, zato da dosežejo potem v doglednem roku polne pogoje, to pomeni 40 let, in tudi najdeti način spodbujanja starejših, da ostanejo čim več časa v delovno aktivni. Tukaj mi na obeh teh repih odstopamo od povprečja Evropske unije, tako pri najmlajših, to je kategorija od 15 do 24, kot pri najstarejši kategoriji. Povsod smo pod povprečjem Evropske unije. To je mogoče težko z zakonom urejati, je pa smiselno, da se ljudi osvešča, zato da pravočasno vstopijo in čim kasneje izstopijo. Bomo še v nadaljevanju absolutno razdelali vse te stvari, ampak če se mogoče dotaknemo najprej tistega, kar ljudi najbolj zanima, gospod Feketija, dviga upokojitvene starosti. Dejstvo je, da se mladi vedno kasneje v bistvu vključujejo v delovno razmerje, kar v bistvu avtomatsko podaljšuje, ne, torej zvišuje to upokojitveno starost, pri kateri pač dosežemo 40 let, ampak vi na ministrstvu vendarle menite, da je ta dvig upokojitvene starosti ključen za vzdržnost pokojninskega sistema. Zakaj? Drži, da je ključen iz preprostega dejstva. Danes imamo približno 20% populacije starejše od 65 let. V naslednjih 25 letih se bo ta delež povečal na 30%, torej za 50% več bomo imeli ljudi starejših od 65 let. Kar pomeni, da bo upokojencev toliko več. Zdaj, blaginja upokojencev, oziroma če gremo samo na pokojnine, blaginja upokojencev je veliko širši pojem od pokojnin. Pokojnine so mogoče tam 30 do 35% njihove blaginje, ne? Ampak če naslavljamo ta del, imamo dve možnosti. Ali vsi prispevamo več, ali bodo imeli nižje pokojnine, ali bomo pa poskrbeli, da bo v vsakem trenutku manj upokojencev. Zdaj, ta slednji del se doseže tako, da se podaljšuje dejanska upokojitvena starost. Že zdaj, ne da bi kakorkoli ukrepali, se ta povečuje. Pred 10 leti smo delali 2 do 3 leta manj. Danes gremo v povprečju v pokoj pri slabih 62 ženske, pri slabih 63 moški. Moški 62,7 leta, zares v povprečju. Ne da bi karkoli spremenili, bomo zaradi tega, kar ste že omenili, kasnejšega vstopa na trg delovne sile. V povprečju danes slovenski državljani vstopijo prvič v delovno razmerje pri 23,8 leta. Že samo na račun tega bomo, kažejo projekcije, in v bistvu demografske projekcije so edine dolgoročne projekcije, ki jim lahko zaupamo, ker nihče ne bo zdaj rodil velikega števila 20-letnikov pripravljenih, da vstopijo na trg dela, bo samo po sebi se to podaljšalo na slabih 65 let v naslednjih 25 letih. Ta ukrep majčkeno pospešuje vse skupaj, torej ta predlog dviga za tiste, ki nimajo 40 let delovne dobe. Seveda skupaj z drugimi ukrepi, ki poskrbijo, da to velja samo za tiste, ki so tega zmožni. Torej, jasno nam je, da imamo še vedno dobršen del ljudi, ki delajo fizično,
Ne govorim samo o industriji, govorim tudi o negi, zdravstveni negi, oskrbi in tako naprej, vzgoji konec koncev. In tu je pa potem prije zraven kup drugih ukrepov, ki pa na mehkejše načine poskušajo doseči, da bo to podaljšanje delovne aktivnosti znosno. Torej, da ne bomo silili ljudi, da si lomijo križe do 67. leta, če tega niso zmožni. To ni nikomur, to ni namen. Ja, recimo, gospa Jerkič, sindikat, ki sodi v bistvu pod vaše okrilje, Mladi plus, je bil zaradi načrtovanega dviga upokojitvene starosti zelo kritičen. Takole pravijo, pokoj moramo priti vitalni, ne pa samo še umreti. Je to tudi mnenje zveze, ki jo vodite? Absolutno, ves čas je bila starost tista in leta starosti in delovna doba tista, ki so bili ključni elementi reforme, tudi največkrat se je lomilo kopje ravno na tem. Spomnila bom na referendum, ki je bil pred prejšnjo zakonodajo pravzaprav iniciiran strani Zveze svobodnih sindikatov pod geslom 65 let je dovolj, če se spomnimo. Torej, starost je bila vedno tista, ki je in tudi v teh pogajanjih bo zagotovo predmet širokih razprav. Zdaj, več elementov je še, ki jih je v zvezi s tem treba povedati. Omenjeno je že bilo, da zadnja pokojninska reforma iz 2013 prinaša rezultate, a ne tisti ukrep omogočanja dela preko polne pokojninske dobe s 40-procentnim prispevkom iz naslova pokojnine prinaša kar precej prednosti. Mislim, da tudi na ta račun se podaljšuje tako starost kot delovna doba, ki jo ljudje imajo. Tudi odmerni odstotek se s tem Tudi dviguje? odmerni odstotek se s tem dviguje. Eden od elementov, ki je pomemben, je to, da pokojninska reforma ne bo stopila v veljavo leta 2025, da so prehodna obdobja daljša. Mislim, da je v predlogu leto 28 kot začetek, ne s postopnim 3-mesečnim prilagajanjem, kar jaz računam, da bo kar nekaj ljudi, ki je začelo zelo zgodaj in opravlja težka dela, pač prihranilo tega eventualnega prehoda na daljšo starost. Treba bo preučiti še eno stvar, namreč povečevanje bolniškega staleža pri starosti nad 60 let. Tukaj imamo opazen trend zviševanja bolniškega staleža, nič ne bo pomagalo, če bomo predpisali višjo starost za upokojevanje, če bojo ljudje ta čas prebili v bolniškem staležu. Pa še en element, prej je rekel državni sekretar, da je povezano pač dlje delaš, večji odmerni odstotek, večja pokojnina. Ne smemo pozabiti, da je pokojnina rezultat plač. In na tem področju tistih 40 let do upokojitve je treba narediti še velike premike. Od večje osnove, od večje plače so tudi pokojnine lahko višje. Skratka, odpiram še eno fronto razmisleka. Jih bo pa skratka časa za razprave okoli teh sprememb bo dovolj. In res je, da se tako, da mladi imajo seveda prav, ampak ravno to je generacija, za katero bomo, morali čez 15 let spremeniti zakon in omejiti zgornjo trajanje starosti, ko vstopaš, ko se upokojuješ, ker če se zaposlujejo pri 30-35 letih, plus 40, nam pride že čez 70 let starost. To pa je tudi nekaj, kar si verjetno ne oni, pa nihče od nas v tem trenutku ne želi. Ampak tudi poviševanja prispevkov si noben najbrž ne želi. Gospod Gorenšček, vi pa nimate s tem težav, torej s tem dvigom upokojitvene starosti? Glejte, mi se sicer strinjamo, oziroma jaz se strinjam s sogovornikoma, da treba je tukaj pogledati tudi v kakšni kondiciji so ljudje pri teh letih, to pomeni pri tej zgornji meji, pri 67 letih. Mi logično razmišljamo pač, da glede na to, da se življenjska doba podaljšuje, da se vitalnost ljudi podaljšuje, da se tudi njihova sposobnost za delo podaljšuje in verjamem in upam, da po 60. letu še ni taka doba, da greš v pokoj samo še umreti. Se pravi, treba je pa mlade obveščati, ker večina mladih si misli, da je treba mladost uživati maksimalno dolgo, to pomeni, da se ne mudi iti v neko vezo, čeprav je to z delodajalcem. Treba jih je prepričati v to, da nas
starejša leta je bistveno težje upravljati dela tako za zaposlence in hkrati tudi delodajalci opažajo, da storilnost upada, kompenzira pa se z izkušnjami in rutino. Kako pa vi odgovarjate na pomisleke sindikata Mladi plus? Gospod Feketija menijo, da bi morala vlada pokojninsko blagajno najprej polniti z drugimi ukrepi, kot je denimo boljša dostopnost mladih do rednih oblik zaposlitve. Mislim, s tem delom se lahko absolutno strinjam. Zdaj, to, da gremo v penzijo samo umret, v povprečju moški uživajo pokojnino 17 let, ženske pa 25 let. Torej je neka doba tudi v pokoju, to je prva stvar. Druga stvar, ena glavnih težav pokojninskega sistema je v tem, da pride na koncu in da je odraz vsega, kar ne štima prej v aktivni dobi. Ja, in prekerne oblike zaposlitve so velik problem. Bojo del paketa, s katerim bomo naslavljali celoten problem, ne sodi to neposredno v zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, čeprav v neki točki tudi, ampak v prvi polovici naslednjega leta se odpre tudi zakon o urejanju trga dela. Že v zakonu o delovnih razmerjih smo poskušali nasloviti nekatere oblike prekernega dela, nekaj malega je uspelo, nekaj je letelo ven, ampak tu je, sem prepričan, potrebnih kar nekaj ukrepov, da naslovimo tudi to. Moramo se zavedati, da ti mladi samozaposleni, gospod Gorenšek je sicer omenil, da gre tu za neko razmišljanje mladih, da dlje časa uživajo in tako naprej. Dosti je takih, ki so siljeni v nestanovitne prekerne oblike dela, zato ker je to za delodajalce ceneje oziroma ker isti bruto pomeni večji neto in mladi tudi, ko razmišljajo tako, ali dobim zelo malo večji neto in lažje mogoče pridem do celo kredita za stanovanje ali pa do nekega začetnega dohodka bolj dostojnega, manj razmišljajo seveda o pokojnini. In potem se minimalne prispevke vplačujejo, a ne? Ne, da si jih vplačujejo, odmerjeni so jim od njihovega dohodka. Nihče si ne plačuje prispevkov. Prispevek je davek pobran s točno določenim namenom, ki je zakonsko določen. Če so prekarci, če so SP-evci, ne ogromno primerov, da si plačujejo minimalne prispevke in ne razmišljajo o tem, kaj bo to pomenilo za njihovo pokojnino. 3 kategorije teh SP-evcev, torej 83% samozaposlenih plačuje prispevke od najnižje možne osnove. Imamo 100.000 samozaposlenih, torej samozaposlenih, njihovi prispevki recimo v pokojninsko blagajno pa predstavljajo 5% vseh prispevkov. Torej 10% aktivne populacije od milijona, imeli smo prejšnji mesec celo majčkeno čez milijon zavarovancev v ZPIZ-u, 1/10 je samozaposlenih, njihovi prispevki predstavljajo 5%. 83% samozaposlenih si plačuje prispevke od najnižje možne osnove. Trdim, da so tu noter 3 kategorije. Eni, ki so res obrtniki, ki ne zaslužijo več kot toliko, da bi si lahko plačali več. Potem je druga kategorija, ki so siljeni v te oblike dela in to bi radi naslovili na nek način. In tretja, ki so prostovoljno v tej obliki zaposlitve, zato da optimizirajo svoje davčne izdatke. Znotraj zakona. Ne počnejo nič nezakonitega, mogoče majčkeno izigravajo, ampak to je definitivno treba nasloviti. To je ena zadeva. Kako pa boste to naslovili? Mislim, da je zelo premalo časa za to, ker gre za skupek ukrepov, so precej kompleksni, predvsem pa morajo biti tudi predmet jasno pogajanja med socialnimi partnerji, zato ne bi zdaj hotel o tem nič prejudicirati. Je pa to seveda tudi en del. Zato sem prej rekel, da je sama pokojnina en droben del blaginje upokojencev in da je problem pokojnin tem, da pridejo na koncu in da je težko z njimi reševati potem za nazaj vse, kar 40 let prej ne štima. Pojdimo kar zdaj k prispevkom. Tu vi nasprotujete, rekli ste že, gospod Gorenšček, zdaj delavec plačuje 15,5%, delodajalec 8,85%, po novem bi vsaka stran plačala dobrih 12 ali po drugi različici 13%. Zakaj menite, da je prav, da delavec plačuje več? Glejte, sej to ne rečem, kaj je prav in kaj ni prav. V končni fazi se to sešteva in se lahko tudi preliva. Ne vidim potrebe, da gremo v to spremembo, kajti v prihodnem obdobju se te zadeve znajo na tak način preliti, da bo imel v končni fazi in delojemalec in delodajalec enake stroške, vkolikor pač bo seštevek teh dveh prispevkov ostal enak. Gospa Jerkič, vi pa najbrž to zelo podpirate, ne? To je ena od točk, kjer verjetno nikoli ne bomo ta stran socialnega dialoga prišla do kompromisa.
Naj spomnim, da so bili te prispevki 15 let nazaj enaki. Enako sta prispevali delavci in delodajalec. V imenu konkurenčnosti je bil potem znižan začasno prispevek delodajalcem in je ostal enak. Je bil začasno zvišan DDV. Ja. In ob vsakih pogovorih o pokojninski reformi pač sindikati vztrajamo pri izenačevanju. V končni fazi ta luknja, ki nastaja v pokojninski blagajni in ki se izplačuje iz proračuna, je približno enaka tej razliki. Mi pozdravljamo seveda izenačevanje prispevka, mislimo, da je tudi prostor za kakšen odstotek zvišanja, kar bi pri tej pokojninski blagajni seveda pomagalo. In tudi to, kar sta se pogovarjala prej, o tem, da imamo neko samopostrežno pri izbiri načina plačevanja prispevkov, je del, ki mora biti v okviru te pokojninske reforme vsaj smer nakazana. Tam prostor je seveda v zakonu o prispevkih za socialno varnost, tam noter so predpisani, izenačiti je treba po obremenitvah vse oblike dela. Ne more biti redna oblika dela, to se pravi pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, obremenjena in nadzorovana z vsemi prispevki, na drugi strani pa te mejne oblike dela pa ne, so pa prostovoljna izbira. Spomnimo se, koliko pritiskov oziroma koliko negodovanja je bilo pri normiranih SP-jih, pri zadnjem poskusu davčne reforme, ko v bistvu ugotovimo, da normirani SP z letnim dohodkom 70 tisoč evrov ima v družbi enak položaj kot delavec za minimalno plačo. Ravno zaradi teh razlik. Tako da tudi to je še del, o katerem se bo treba seveda pogovarjati. Če smem samo tukaj dopolniti, v usklajenih izhodiščih socialnih partnerjev iz leta 2017 je tudi eden od ukrepov sprejet, da se uveljavi načelo vsako delo šteje, ki pomeni točno to, da se plačuje enaki davki in prispevki ne glede na obliko zaposlitve. Torej, glede tega obstaja načelno soglasje obeh strani iz leta 2017 v usklajenih izhodiščih, ki jih je prej tudi gospod Gorenšček omenil in ki smo jih tudi mi upoštevali pri pisanju svojih izhodišč. Kaj konkretno pa vi želite doseči, gospod Feketija, z izenačitvijo teh prispevkov? Zdaj, ne vem, kaj točno mislite. Prispevna stopnja zaposlenega in... Tako, da boste zdaj izenačeni dobrih 12 ali pa 13 odstotkov. Prva stvar je to, kar je rekla gospa Jerkič, še več kot 15. Do leta 97 je bil odmerni odstotek enak. Posledica tega je v resnici malenkost višji strošek za delodajalca in nekoliko višja neto plača po drugi strani in pa enostavno izenačitev prispevka, ker je že samo, bode v oči ta neenakost. Ta učinek višje neto plače ima pa tudi pozitiven učinek na samo gospodarstvo sprot. Povpraševanje gospodinjstva je največja komponenta agregatnega povpraševanja in konec koncev na same pokojnine. V gospodarstvu ves čas govorite, da je seveda treba delavcem omogočiti višje neto plače, ampak ne na vaš račun, če vas prav razumem. Glejte, ves čas v zadnjem času govorimo o tem, da smo odprti za pogajanja in za spremembe obremenitev glede na potrebe posamezne reforme. Vendar vseeno zasledujemo cilj, da je seštevek vseh sprememb pomeni razbremenitev gospodarstva, razbremenitev stroškov dela, ne pa obremenitev. Zdaj vse reforme, ki so bile na mizi, nam napovedujejo samo obremenitve in če bomo šli po tej poti naprej, bo slovensko gospodarstvo nekonkurenčno, že tako zgublja na konkurenčnosti in tega se ne moramo privoščiti. Zavedati se moramo, da nekonkurenčno gospodarstvo bo pripeljalo do krčanja le-tega, krčanje gospodarstva pa bo pripeljalo do tega, da bojo manjši prilivi v državne blagajne. To pomeni tudi ob predpostavkah, da bojo višje prispevne stopne in pa višje stopne davka, se bo v blagajni naberalo manj denarja, če bo ekonomija šibkejša. Gospod Feketija, kako odgovarjate na to? Tako je. S tem problemom se ne soočamo samo pri nas, ampak tudi pri vseh ostalih, tudi pri naših konkurentih. Demografski prehod se bo zgodil vsem in vsi bomo morali prispevati več. Razen, če se katera država recimo odloči, da tega ne bo storila in ja, iz vidika že iz Evropske komisije pa strani nekaterih delodajalcev dobivam recimo za zgled
eno od držav, da zdaj ne izpostavljam točno, kjer je povprečna pokojnina 420 evrov, odmerjena v zadnjem letu, povprečna pokojnina v državi nasploh pa 370, stroški bivanja so pa tu nekje. Ja, ta država bo mogoče na ta način spodbujala konkurenčnost svojega gospodarstva, ampak na račun v bistvu socialnega dumpinga in lakote upokojencev. To je ena stvar. Drugo, dosti podobna opozorila smo slišali tudi, ko se je uvajal institut minimalne plače, pa ko se je dvigovala minimalna plača in tako naprej. Pa se nekako ni ravno zgodilo vse to. Bi pa rekel nekaj. Glede obremenitve dela, strinjam se, da je skrajni čas, da pa poiščemo še kak drugi davčni vir kot samo delo. Slovenija je zadnja, ali pa pri samem repu v Evropski uniji po obdavčitvi premoženja, poberemo, mislim, da 0,5% BDP-ja s tem, povprečje Evropske unije 1,8, najvišja je Francija za 4,2. Če se samo približamo povprečju Evropske unije, 1,8% BDP-ja pobranega z davkom od premoženja, je to dodatnih 1,3% BDP-ja. To je takole med brati 780 milijonov na leto. To reši pokojninsko blagajno in omogoči tudi razbremenitev dela. In vsak predlog, ki pa je bil doslej na mizi, ni v domeni našega resorja, tako da ne bi zdaj hotel govoriti, kaj ne delajo drugi ministrstva, ampak je pa naletel na miniranje z vseh možnih strani. Se pa strinjam, da bi morali se pri zbiranju sredstev za absolutno večajoče se potrebe, ker pa ste staranje prebivalstva ne pomeni samo više pokojnine. 70% stroškov zdravstva se nanaša na ljudi, ki so stari 65 in več. Dolgotrajna oskrba. Torej ta demografski prehod bo obremenil vse te sisteme socialnega zavarovanja. In ja, treba bo prispevati več in strinjam se, da ne moramo iti samo z vse večjim obremenjevanjem dela. Treba je poiskati še kak drug vir. Ampak to pa ne pomeni, da ni, po mojem, vsaj izenačitev prispevne stopnje za zaposlene in delodajalce vse en dober ukrep. Ko ste omenili dolgotrajno oskrbo, tudi to bo poseben prispevek, ki ga je uzakonila ta vlada. Ste želeli besedo, gospod Gorenšček? Hotel sem samo to reči, da ki je bilo rečeno, da smo na nekaterih področjih najmanj obremenjeni. Dejstvo je, da iz naslova prispevkov smo rekorderji v Evropski uniji in tukaj ni več prostora za povečevanje prispevkov. Drugo, kar je bilo rečeno, pač, da se stanje slabša ali pa da so napovedi slabe. Dejstvo je, da rezultati zadnjih 10 let kažejo, da se je stanje na področju pokojninske blagajne bistveno izboljšalo. Vsako leto smo imeli prirasta 15 000 dodatnih vplačnikov. Tudi demografija ne kaže tako slabo. Pustimo lastna demografija. Govorimo lahko tudi pač o nadomeščanju tem z priseljenci. Se to zaenkrat v bistvu izboljšuje sliko? Število prebivalcev rase vsako leto za 5000, to pomeni v 10 letih za 50 000. To pomeni, kazalci zadnjih 10 let se samo izboljšujejo in stanje še nikoli ni bilo tako dobro, kar se tiče pokojninske blagajne, kot je zdaj, kar je potrdil tudi gospod Papež. Zdaj, dejstvo je, da že pred tem smo imeli napoved OECD-ja, ki je bila zelo črnogleda, pa se ni uresničila, hvala Bogu. Verjamem, da je težko verjeti, da se bo ta trend nadaljeval v nedogled. Trenutno pa mislim, da ni potrebe ali pa da ni razloga, da gremo z dodatnim obremenjevanjem na zalogo. Strinjam se, da če se bo ta trend obrnil, bo treba razmišljati tudi o tem. Dobro, boste dobili še gospa Jerkič, čaka na besedo. Ja, sej to je zdaj v bistvu delodajalska tema, ne, to mantro poslušamo že celo leto, pa še predvčerajšnjem smo jo. Tako da jaz mislim, da je davčna reforma ena druga reforma, ne, da se zdaj pogovarjamo o pokojninski reformi in ponovila bom. Očitno. Ne bi vedela. Je pa zagotovo nekaj, kar bi bilo potrebno. Res je, da si vsaka vlada na njej obrusi zobe, ampak to področje, o katerem smo se zdaj pogovarjali, spada tja, ne, pod pokojninsko reformo. Če se vrnemo nazaj na pokojninsko reformo, bi opozorila tukaj še na mogoče dve stvari. Prvič, da se je bilo 3-krat uporabljeno, delali bomo do 67. leta. Ja, če ne bomo imeli 40 let delovne dobe prej. Tole se je ljudem zelo prijelo. In je res. In drugo, mi imamo na eni strani še možnost poseči tudi v delovni zakonodaji.
Namreč delodajalci ne bodo nikdar na takih soočenjih priznali, da si starejših delavcev ne želijo in si jih ne želijo. Zdajle v tem trenutku, ko je trg dela pač tak, kot je, pridejo prav tudi starejši, ampak še vedno opažamo zelo velik trend odlaganja ljudi na Zavod za zaposlovanje 2 leti pred izpolnitvijo pogojev za upokojitev. Lahko je to včasih tudi delno s soglasjem, ni pa nujno. Opažamo, da ni prilagajanja delovnih mest za starejše delavce. Prej je rekel gospod Gorenšček, da opešajo delovne moči, dobro, odtehtajo neke seveda izkušnje, ampak ljudje v določeni starosti enostavno niso več tako sposobni ne izpolnjevati norm, ne opravljati morda tudi koncentrirano kakšnega dela, ne. In na tem delu sindikati zelo pogrešamo pravzaprav pripravljenost delodajalcev, da bi jim pa vendarle omogočila nekoliko lažje delo, pa kakšne te mentorske sheme, ki jih praktično nimamo, uvajanje mlajših preko starejših. Enostavno je še vedno občutek, da nemudoma, ko je človek premalo storilen, se ga odloži. V tem trenutku je pa res, da zaradi pomanjkanja delavcev pridemo tudi starejši delavci prav. Ampak v tistem trenutku, ko bo delavcev preveč, se bo zgodilo točno spet isto, kot se je že. Kako boste te stvari naslovili, gospod državni sekretar, morda tudi v tem kontekstu, ali razmišljate, da bi, ne vem, še podaljšali to 3-letno obdobje, ko lahko v bistvu tisti, ki je že izpolnil upokojitvene pogoje, da še dlje kot 3 leta recimo lahko dela in prejema pač in del pokojnine in plačo. Ali tudi tu načrtujete še kakšne spremembe? Ne, ta ukrep ostaja takšen, kot je. Dosegel je svoj namen, 30% ljudi, ki dosežejo pogoje, to tudi izkoristi, ampak gospa Jerkič izpostavlja tiste, ki ne morejo delati že pred izpolnitvijo teh pogojev. Torej, s tem ne bi naslovili tega dela. Je pa v naših izhodiščih so predlogi mehkejših ukrepov, recimo, da pri določeni starosti ima delavec pravico zahtevati, da se z delodajalcem sestaneta in naredita načrt prilagoditve delovne obremenitve. Ne bomo rekli karierni načrt, ampak torej gre točno za to, da se dogovorita, kjer je seveda možno za znižanje delovne obremenitve. En konkreten predlog znotraj tega je po nizozemskem zgledu koncept 80-90-100, kar pomeni, da zaposleni v dogovoru z delodajalcem ima pravico sprožiti to pobudo, dela z 80% obremenitve, prejema 90% plače in ima pokrite polne prispevke. Na ta način se nekako porazdelita breme tega. Uvajanje mentorskih shem prav tako. Torej, to so načini za poskus dvigovanja delovne aktivnosti starejših. Dejstvo je tudi to, kar je že bilo omenjeno, 15,2% upokojitev je iz Zavoda za zaposlovanje. Po eni strani upamo, da bo sama situacija na trgu delovne sile postopoma to odpravila, ker tako kot je gospa Jerkič rekla, delavcev ni. Starejši delavci imajo znanje, imajo izkušnje. Hkrati pa, tako kot sem že rekel, načrtujemo neke ukrepe v okviru zakona o urejanju trga dela, ki bi mogoče naslovili tudi to. Pa če sam še se lahko naslovim na tisto prej. Ja, v Sloveniji smo rekorderji po višini prispevkov iz preprostega dejstva, da in pokojnine in zdravstveni sistem financiramo s prispevki. Danska pač nima prispevka za pokojnino, ampak jo financira iz dohodnine, progresivno pobrane dohodnine, torej višji dohodek, višji odstotek, in so potem nižji po prispevku. Tako da ni čisto primerljivo. Po podatkih OECD-ja je pa odstotek pobranih davkov v BDP-ju v Sloveniji, torej Slovenija po tem kazalniku na 12. mestu v Evropski uniji, torej na nekem veselem povprečju. Sam to, da še razjasnim. Kratek odgovor, gospod Gorenšček, potem gremo v sklepni del. Glejte, mi poznamo te mentorske sheme, te so vključene pri velikih sistemih v njihovo podjetniško oziroma poslovno politiko in mislim, da ni potrebe, da se te zadeve z zakonom urejajo. Kar se pa tiče upokojevanja starejših in pravice za podaljševanje oziroma interes delodajalca, da podaljšujejo, da ostanejo čim več časa v
delovnem razmerju. Ja, gledajte, v veliki večini je to v našem interesu in spodbujamo to, da ostanejo čim več časa del naših kolektivov, bi pa vseeno radi, da bi zakon predvidel možnost oziroma obvezno soglasje delodajalca, ko zaposleni doseže pogoje za upokojitev. To smo enkrat že poskusili, sindikat je to na Ustavnem sodišču ovrgel. Mi mislimo, da to pravico delodajalec mora imeti, da se od zaposlenega, ki ne dosega več nekih pričakovanj delodajalca in ki je že dopolnil pogoje za upokojitev, poslovi. Ampak če je to bilo neustavno, ne? Neustavna je bila izvedba, ni pa neustavno nasplošno to. Obstajajo načini, kako se da to stvar tudi ustavno urediti. Bomo videli, če boste našli te načine. Dejansko smo pri koncu, ampak to ni nepomembno. Gospod državni sekretar, kako boste vse te pomembne spremembe usklajevali s socialnimi partnerji, če ekonomsko-socialni svet ne deluje? Boste izven tega potem vodili te pogovore in dokdaj jih nameravate končati? Bomo vodili pogovore, obstaja pogajalska skupina ekonomsko-socialnega sveta, ki smo jo tudi najprej predstavili izhodišča in ob njihovem sodelovanju, vabljeni boste obe strani, bomo znotraj te skupine pogovore tudi nadaljevali. V vsakem primeru nas pa zavezujejo roki znotraj načrta za okrevanje in odpornost in sicer do polovice naslednjega leta moramo predložiti predlog zakona v Državni zbor in do konca naslednjega leta sprejeti ta zakon. Še enkrat, samo sprejeti zakon, vse, kar bo noter, bo veljalo šele čez nekaj let in se bojo spremembe dogajale zelo postopoma. To je zelo pomembno poudariti. Naučili smo se, da nenadne spremembe povzročijo naval na upokojevanje ali pa odložen naval na upokojevanje, tako da te spremembe bojo postopne. Če te zaveze ne izpolnimo, nam manjka en mejnik v načrtu za okrevanje in odpornost, kar pomeni, da tudi vsi ostali resorji niso upravičeni do svojih sredstev in to pomeni približno 850 milijonov sredstev. Torej, tega se bomo držali. In tukaj nekih prostora za čakanje, da se nekdo vrne ali pa kakorkoli. Poleg tega mislim, da ti se vse nanašal na neke druge ukrepe, na zakon delovnih razmerij, dolgotrajno oskrbo in tako naprej. Mi smo maksimalno trudili, da znotraj pogajanj in pogovorov o tem zakonu izpolnjujemo pričakovanja glede poteka in načina socialnega dialoga in da bo ta tekel naprej. To je vsaj moje pričakovanje in upanje. Vi se ne vračate trenutno v ekonomsko-socialni svet, delodajalci niste zraven, torej ekonomsko-socialni svet ne deluje, vam je sprejemljiv tak način usklajevanja tega pomembnega vprašanja? Glejte, ta tema spada na ekonomsko-socialni svet. Gospod Feketija je povedal, da obstaja že pogajalska skupina, vendar trenutno ne deluje nič, kar je v sklopu ekonomsko-socialnega sveta. Veste zakaj? Slaba izkušnja, kot je gospod Feketija rekel, na področju zakona o delovnih razmerjih in pa na zakona o dolgotrajni oskrbi. Mi rabimo ponovno vzpostaviti neko zaupanje, dobiti neke zaveze, podpisati določen protokol, preden bomo pripravljeni sesti spet za skupno mizo. Trenutno smo še pod vtisom izigravanja na zakonu o delovnem razmerju. Verjamem, da bomo našli način, da se bomo pogovorili, kako naprej. Odvisno od tega, kdaj pa bomo pripravljeni usesti za skupno mizo, je od vseh treh socialnih partnerjev. In če prav razumem, če vlada ne bo sprejela tega protokola oziroma ga podpisala, se vi ne boste vrnili in se ne boste pogajali o pokojninski reformi? Glejte, če vlada tega ne bo podpisala, bomo razumeli, da to ni v njenem interesu in se ne bomo silili zraven. Gospa Jerkič? Zdaj, jaz mislim, da je področje pokojninske reforme tako pomembno za vse nas. Z nekaj sreče nas vse čaka starost in jaz moram reči, da si želim, da bi bila ta varna in kakor toliko preskrbljena, tako da iz vidika te odgovornosti bomo sindikati zagotovo sodelovali zraven, tudi z vidika, kljub temu, da je bilo to z prejšnje vlade vtaknjeno v zakon oziroma v nacionalni načrt za okrevanje in postavljanje roki. Tako da sindikati bomo sodelovali in prispevali tisto, kar mislimo, da je za državljane dobro. Za delodajalce pa upam, da bodo vendarle to epizodo racionalno
premislili še enkrat pri sebi in se vrnili za pogajalsko mizo. In kakšen bo končni izkupiček, bomo seveda videli prihodnje leto in takrat se morda v podobni sestavi tu znova srečamo. Za danes pa spoštovani gostje, gospod Gorenšček, gospa Jerkič in gospod Feketija, najlepša hvala, da ste prišli na N1. Hvala. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda o vseh podrobnostih tudi teh pogovorov, teh usklajevanj vas bomo sproti obveščali na n1info.si, zato nas spremljajte. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.